En lep dober večer, Tanja Skaza z vami, iz Budve, ne iz Velenja, ne iz Malinske, ampak iz Budve. Ko bi vi videli to improvizacijo, in sicer jaz sem v sobi in nimam nobene lučke, te lučke, kar jih imam gor, kakor me boste videli, na posli imam stol, da ne rabim držati ekrana in sedim na enih 3 polštrih, tako sem prav, evo, temu se reče ustvarjalnost, res ustvarjalnost. Upam, da ste v redu, jaz sem v redu, seveda na takih retritih, na katerega sem šla, danes kakorkoli, vedno je tako, ko imam ful veliko, ko bi vam nekaj rada povedala, pa sestavimo naslov in tisti naslov podamo, zaradi tega, da se mi naredi grafična podoba, da se lepo oblikuje, včasih bi se kar tako javila, pa vam povedala, kaj mislim, no. Vsak retrit, čisto vsak retrit, to pomeni poglabljanje vase, je zelo zanimivo, zaradi tega, ker se ti ogromno dogaja. In mogoče bom najprej to podelila z vami, pa bomo potem šli na tisto, kar je tema, zakaj dvomimo vase. Ampak sem dobila tudi ta sporočila močna. No, ta naslednja zadeva, katera je, da v naslednjem liveu bom posnela predvsem o prijateljstvu. Kaj se je zgodilo? Včeraj zvečer me je moja prijateljica kontaktirala in smo si nekje do 12 pisali, zaradi tega, ker čez dan ne morem, lahko samo zvečer, kako izgleda moj retrit. Veliko ur sem v meditaciji, tam se mi marsikaj dogaja. To pomeni, ego gre gor, ego gre dol, od teme, tudi to se bom dotaknila, da se ne bomo ustrašili, kaj to pomeni, ko gremo na retrite. Če na retritu ni teme, jaz si ne predstavljam, da delate retrit, da ne delate nekaj na sebi. To pomeni, prav je, da se zgodi, da vam ego čisti in ego vam čisti tako, ko vam karkoli govori, nisi dovolj dober, zakaj pa to del, cel kup teh stvari. No in se včeraj pogovarjava s prijateljico zvečer in sem tako in tako vedela, da jutranja meditacija bo usmerjena v prijateljstvo in res je to. In hvala moji dragi prijateljici, ker mi je dala nekaj nasvetov glede tega in jaz tudi vem, da na retritu, na akademiji bom še toliko bolj spodbujala glih ta odnos, izredno dobro odprla eno temo in mogoče sporočilo, samo eno sporočilo, pa bom to za naslednjič, sporočilo, ki je bilo zelo, zelo močno, ne glede na to, kaj se vaša prijateljica odloči, ne glede na to, to pomeni, karkoli, naprimer, vi ni etično z vami, če je vaša prijateljica, jo boste podprli. Jo boste podprli, ker jo imate radi, ker ji zaupate, zato pa je prijateljstvo in to je ful dobro, kar je včeraj ona odprla, to pomeni, moja prijateljica je to odprla in potem se je to meni danes dogajalo. Ampak to ni za današnji video, ker rabimo 20 minut, ker je zelo dobro, ima mene 3-4 nasvete, sem se že napisala, vem pa, da ne bo tako slade kot danes, ker je danes direktno skanaliziran. Ampak vseeno, naj vam pa povem, vsak retrit, kaj se mi dogaja, da konstantno dobivam eno te isto informacijo, da mi manjka lahkotnosti, da sem preveč, da imam celo in po eni strani in po drugi strani so vsi samo vrednoto delo upoštevali. Če se je delalo, takrat si bil vreden. To pomeni, ko se je delalo, zakaj nisem malo kot te Črnogorke, mogoče bi malo potem delala, pa bi več bila tako v sebi noter, no. In potem res mi veliko, konstantno se mi to dogajalo, več lahkotnosti, življenje je lahkotno, življenje je treba uživati. V zadnjih 2 letih uživam, to pomeni, si dovolim malce več uživati, drugače pa prej pa je bilo vse tako nekako, se mi je vedno zdelo, da je potrebno nekaj oddelati. No in res sporočilo, ki je pomembno. In se odločim danes, grem na najlepšo plažo v Budvi, ker imam prosto popoldne, jutri pa že pol odhajam domov, zato imam današnji video. In imam prosto popoldne, sem šla na krasno plažo, jaz sem bila na Maldivih, ampak naj vam nekaj povem, na tej plaži so meni 3krat lepša kot pa Maldivi, ampak dobro, to je čisto odvisno, kakor komu paše. Še plavam pol ure, nimam glih rada, da me zažge cel hrbet, ker v Maldivih je skozi nizka voda.
No, pa to je tudi ful dobra tema. To sem tudi dobila eno sporočilo. Kako obsojate ljudi, ki so gospodarstveniki, kako pa ne obsojate ljudi, ki so znane zvezde in potujejo vse povsod in vam pošiljajo slike vse povsod in napišete uživajte, uživajte. Takoj, ko pa kak gospodarstvenik napiše, kje je bil, pa takoj pa takoj napad. Ampak v redu, to je spet ta tretja tema. Ampak kaj mi se je zgodilo? No, in glede na to lahkotnost, jaz rečem, danes pa res želim biti lahkotna, grem na plažo, se bom družila, najprej sem se že družila tam s prodajalko, potem sem pa srečala dve bosanki, ta zgodba je, dve bosanki, dve Črnogorki, danes bi mogla iti ven, ampak pač ne grem, ker še imam en dan retrita in ne gre, vse veste, malo je tudi vedno alkohola zraven, ampak na retritu je dobro, da si pač v meditaciji v sebi notri. In samo to mi je bilo zanimivo, tako da sem se prepuščala, sem bila svobodna, lahkotna, taka kot se spodobi, vse to znam biti, vedno bolj znam biti, res, tudi to uvajam noter pri nas, no. In je bilo ful zanimivo, ker je rekla ena bosanka, bi rekla, Bolan, je to kod vas tako, ko me vprašala za otroke, pa sem rekla, koliko imam stare otroke, sem bom po moje po slovensko povedala, bom bo lažje. Da, Slovenci imamo otroke, Bolan, jel vi ne, čakaj, bom zdaj kaj po slovensko, res je najboljš. A je to pri vas tako, ko imate otroke do 30. leta doma? Ko me vprašajo, koliko so stari, jaz sem jo vprašala, koliko ima ona stare otroke, in potem je bilo zanimivo, ko sem vprašala, če kje študira. Ona pač rekla, da študira, otišel radi, šta sad? Samo v Sloveniji imate decu do 30. godine kući. Sem kaj tako pogledala, upam, da to ne bo pri nas tudi tako. No tako, malce kako nas imajo, kako nas vidijo Balkanci, ampak je bilo pa zanimivo, sem bila pa lahkotna. Drage moje, evo, takoj danes po meditaciji sem že na retritu na akademiji videla več lahkotnosti, evo, sem jo kar zataknila, več lahkotnosti, predvsem na retritu. Sem kar zraven, veste, to kaj pade ideja zraven. Tako da, drage moje, tiste, ki se mi še niste prijavili, dajte se mi čim prej prijaviti, ker moram pogovor narediti z vami. Oblekce je treba pripraviti, prosim lepo, ne mi čaka zadnji dan. Jaz vem, da ste podobne meni, ampak jaz več ne čakam, jaz se prijavim in takrat pustim in si predstavljam, da bo to dobro. In zdaj se dotaknemo teme, vidim, dotaknemo teme, katero sem odprla. Zakaj radi dvomimo vase? Zelo vesela bom, če ste slučajno prebrali moj post, ki sem ga dobila prav tako strani meditacije, ki je prišel skozi mene. To sem ga pisala zvečer, potem sem ga pa jutri drug dan objavila. Bom res vesela, da ga preberete, ker se zavedam, da čisto vsak od vas, ki me zdaj spremlja, čisto vsak ima rane. Čisto vsak, mogoče en malo drugačne, en malo večje, kdo pa pravi, da revni imajo manj ran, kot pa tisti, ki so bogati. Jaz mislim, da kvečemu imajo bogatejši več ran, zaradi tega, ker imajo intelektualne starše A veste, če imaš fizično nekako zlorabo ali pa bolj ta del, da živiš pač skozi v pomanjkanju, je malce drugače, kot če imaš psihično zlorabo, zaradi tega, ker ta ti pa res ostane, mogoče še bolj zasidrana, kot pa pri nas, no. Kakorkoli, tako da bom vesela, če ga boste pogledali, zdaj pa bom eno stvar vesela. Če nekaj podelite z menoj, upam, da me še vidite dobro, ne mi zdaj pisati, da me vidite. Če me ne vidite, me ne vidite, če me vidite, me vidite, če ne bom pa potem v petek posnela še en video, pa bom prav na to temo. Prosim, če mi napišete čisto vaše misli, ali sodite, ali kritizirate, ali sodite, razmišljajte. Razmišljajte, ne takoj odreagirati, pa reči, ne, jaz ne sodim. Ali sodite, kritizirate, obsojate, podcenjujete, to je vse eno te isto. Tako da, mislim, ni eno te isto, ampak nanaša se na slabe občutke. Bom vesela vaših odgovorov, katere mi boste napisali. Najprej tudi vmes naj povem, drage moje dame, drage moje soboginje, izredno veliko sem marsikatero od vas podoživljala, doživela, mislim, resnično. Tako da sem pa rekla, pa kdaj bom jaz to, kateri vse povedala, ampak glej, bo že prišel ta moment. Bom vesela vaših odgovorov, kar napišite, zaradi tega, ker bom tudi iz tega vam potem povedala, zakaj potem se vrtimo v začaranem krogu.
Okay, medtem, ko mi popišete, pa naj vam razložim, zakaj skozi ta tema. Zakaj je zdaj ene 3-4 čas, mislim, da imam 3-4 poste, govorim o tej temi. Ko mi delamo na sebi, če ne pridemo do naših strahov, do naših dvomov, to pomeni, da nas res ego hodi po nas, to pomeni tepe nas. Jaz vam ne znam povedati, to se pojavijo čisto vse možni scenariji. Nisi dovolj dobra, nisi dovolj vredna, kdo pa misliš, da si, noro, kaj se ti pojavi, to je tako, tako da 2 dni najprej težko dihaš, aha, moja Nika je že napisala vsak dan, evo moja Nika, to pomeni prva 2 dni je najhuje, to se mi zdi tako kot tisto, ko se bom odločila, da grem maraton teč, pol maraton sem rekla, 21 km, do 50. leta imam priložnost teč maraton, kako mi je fajn, ker kakorkoli sem pa ful sproščena in sem ful polna energije, no. Evo, Teča mi tudi napisala, včasih sem redno, sedaj pa ne več, Teča, res sprememba, hvala, drage moje, za vse tiste, ki mi to pišete. Evo, pa ti pa misel izleti, tako čist po žensko neka misel gre, pa prije potem nazaj. Čakaj, da preberem. Vedno rečem, Bog, kaj vse, ne vem. Zdaj, fora je, da imam telefon in pol nisem še vse te naštudirala te stvari, še kar ne, to pomeni, da še tega ne rabim, pa bi bilo dobro. No, pa ampak, da se vsem vrnem, čakaj, da se vrnem misli, ker zdaj sedim na 3 polštrih, lahko še malo poskakujem gor pa dol, da se vrnem nazaj, kaj sem želela že vmes povedati. Zdaj mi je pa malo šlo. Hotela sem nekaj dobrega povedati, ampak mi je slučajno ušlo, resno. Lahkotnost, prvo, kar je pomembno, če želimo dosegati cilje, če želimo svetiti, če želimo živeti sebe, je zelo pomembno, da smo lahkotne. In zdaj srčno upam, ker vem, da vsi tisti, ki me spremljate, imate zelo močno vrednoto delo, da se zavedate, da smo to dobili od naših prednikov in od teh naših prednikov je treba pospraviti. Evo, tako je prišla misel nazaj. In sicer, ko karkoli delamo na sebi, če ne gremo direktno v temo in ne spoznamo tiste naše bolečine, ki jih imamo, to pomeni, da je vse sem svetloba, vse je svetlo. Wow, tako je bilo pri meni obredi, vse sem svetlo, pa zdaj pa kar enkrat, bum, tresk, zgodilo in je bilo top. In takrat sem pol vedela, končno, zdaj postajam prava oseba. To pomeni, ko mi nekomu predajamo znanje, je zelo pomembno, da čistimo svoj ego. Ampak naš ego nas tepta in nam reže. Bolj, ko nam ga reže, bolj mi svetimo. Bolj govorimo iz srca, bolj govorimo samozavestno, bolj verjamemo v to, kar počnemo. In sicer to je res tisto, da rečeš, vesolje tukaj sem, služim ti in lepo pelji me po tej poti. Vesela bom, kar mi boste napisali, res bom vesela, lepo prosim, nič se bat, sem napišite, zaradi tega, ker zapomnimo si to ste že po moje prebrali, ali pa se tiste, ki me že spremljate, že poznate. Ko mi izrečemo našo bolečino, našo rano, lahko pride učitelj, da nam to rano pozdravi. Če mi tega ne izrečemo, dobimo še več preizkušenj, še več ljudi, ki bo še več obsojalo in tako naprej. No, jaz sem povedala, da sem obsojala, to je v mojem spisu napisano, čistko malem spisu, malo sem vam dala, kaj vse bi vam lahko napisala, ampak je vsega preveč. Ampak želela sem vam povedati, da vsi imamo rane in preko to ozavestite, lažje nam je, res nam je lažje. In bolj, ko spoštujemo nekoga, bolj, ko ga kujemo v zvezde, uspešno osebo, bolj se zavedimo, da ima več ran. Res. Zaradi tega, ker ona potrebuje potrditev, tako kot jaz. To sem vam v zadnjem videu govorila, pred zadnjem videu, da sem hvaležna, da sem imela srbske sorodnike, ker srbski sorodniki so bili tekmovalni, čim boljši, kdo bo boljši, ker moji bosanski sorodniki niso taki. Moji bosanski sorodniki so bolj preprosti, srčni, ponižni, čeprav imam sestrično, ki je doktorica, so krasni, ampak so bolj tako ponižni, jim je dovolj to, kdor so, Ok, zakaj sem to vprašala? Evo, zdaj pa pridemo
juhu, Tanja, pri 35, to pomeni po 15 minutah, pa pridemo do bistva tistega, kar sem želela. Ampak vse, kar je pa tudi dobro, že nekaj dobrih stvari, do tiste teme, ko se spomnim, da je meni tudi malo naredila. Zakaj dvomimo? Dvomimo sigurno zato, ker so dvomili v nas. Dvomili so naši starši in ta dvom prenesemo naprej. Spomnimo se slovenske mamice ali pa slovenskega očeta ali pa bosanskega ali pa srbskega, balkanskega očeta. Ta reče, pazi, kam bo žogo vrgel Slovenc, Bosanc reče, brcni žogu, što dalje možeš. Ampak v vsakem primeru mu pa pusti neke druge pečate, ga pa pol ponižuje, kar pa mogoče slovenski oče ne. Jaz sem zbrala mojega zlatega Slovenca in imam krasnega moža in s tem tudi krasno vzgojo za moja 2 sinova. Mogoče mi malo manjka, da imata malo boljšo samopodobo, ampak sem pa dobila zelo krasno sporočilo. Samozavest je samo posledica močnega ega. Ko je oseba modra, ne rabi biti samozavesten pa skakati ven, ampak je lahko čisto to, kdor je. Draga moja Simona, tudi vidim, da si mi ti napisala poljubček, ampak bom zdaj kar nadaljevala, ker če ne bo video 1 uro dolg. To pomeni, to smo dobili od staršev. Naši starši so dobili od svojih staršev. Resnično predlagam, da se čim več pogovarjate s svojimi starši, da veste, odkot so to dobili, ampak kaj se vam dogaja. Jaz sem zdaj bi bolj v prihodnost rada šla ali pa v sedanjost. Ko se odločimo za partnerja, partnerko ali partnerja, razmišljamo, a je to pravi, a sem dovolj dobra zanj, ali pa naprimer, a je on dovolj dober zame, kaj pa če sem jaz lepša, kaj pa če jaz nisem, mislim, konstantno že pri partnerju razmišljamo, a je to ali ni to. Pri prijateljici je enako, potem pri poslovnih partnerjih enako in potem enako tudi razmišljamo v podjetju. Jaz, glede na to, da sem pa le gospodarstvenica, rečemo temu, tako kot meni novinarji rečejo, da sem gospodarstvenica, sej sem. Saj sem izredno ponosna, kakšno podjetje imamo. Imamo res čudovito podjetje, kjer računam, da bo vsako leto boljše. Zdaj se je še moj mož pridružil nazaj in verjamem, da bodo tudi same spremembe, tudi kar se tiče tega, kar smo midva kar veliko na sebi naredila. In kaj se zgodi? In ta del bi predvsem rada fokusirala vam sedaj na službo in dala en tak, ne vem, kaj naj rečem, ne na svet, eno izkušnjo, ki sem jo začutila skozi moje sodelavce, da vam jo lahko podelim. Ne bi temu rekla na svet, bolj izkušnjo. To me je Jankovič enkrat naučil. Je rekel, Tanja, ti imaš polno znanja, ti samo govori svoje izkušnje. Na svete bojo govorili tisti, ki so naučeni za predavanje in tisti, ki pač imajo. Spomnim se, da je veliko krasnih ljudi prišlo v naše podjetje in še vedno je veliko krasnih ljudi. Vendar najbolj pomembno, katera je, da včasih zaposleni fita v podjetje, vem, kje sem jaz kdaj napako naredila, ali pa naši vodje. Ko je nekdo pripravljen in ko 100% z vsem srcem vidi izkazo za nekaj najlepšega, potem mu je treba dati blagoslov in mu povedati, kaj so tvoje največje sposobnosti, da boš jih lahko oplemenitil v podjetju. Nikoli ne smemo dvomiti, takrat, ko vidimo osebo, da si res nekaj srčno želi delati v podjetju. Evo, to bom jaz zdaj mojim sodelavcem povedala, za vse tiste, ki si resnično srčno želijo delati v podjetju, naj samo povejo, kaj je njihova dodana vrednost in mu dajo možnost, da lahko pride v podjetje. Kaj pa se zgodi največkrat? Mi ocenjujemo sebe, eni se ocenjujete preveč, da ste preveč sposobni. To zdaj ne vem kako, to bom jaz zdaj zelo težko povedala, ker se nikoli nisem tam ocenjevala. Jaz sem se vedno ocenjevala, sem nižje dol. No, ampak, če se pa ne ocenjujemo, da smo dovolj dobri, pridemo lahko v podjetje in dobimo delovno mesto in potem rastemo s tem delovnim mestom. In vam garantiram, da to delovno mesto bo vedno za vekomaj ostalo z vami. To pomeni na tak način, da si boste zapomnili svojega delodajalca, da si boste zapomnili vodjo, da si boste zapomnili svoje sodelavce, ker ste tam rasli, ker ste tam se razvijali, tam ste pridobili določena znanja
In na tak način ste vi rasli po stopničko naprej. Nič ni narobe, če zamenjate podjetje, res ne. Lahko da tukaj ste končali in nadaljujete svojo zgodbo naprej. Kaj pa tisti, ki tako močno dvomijo, ampak ne dvomijo pa, oni tako dvomijo vase. To meni za vsako odločitev, ko jo vzamejo, dvomijo, če je prava. Najhuje so pa tiste stvari, ko nekam pridemo, ali pa pridemo, izberemo, hočemo in začnemo iskati krivce za to, da nismo uspešni. To je pa nekaj najhujšega. Primer, jaz sem imela enega, sploh ne moremo o imenu govoriti, tega mi je še Laura enega prodajnika pripeljala. Med tem časom, odkar ni z nami, pa se je imel za direktorja ne vem koga, se je tudi direktor prišel kot k nam. Jaz sem imela 4-5 delovnih mest. Vsak mu pusti odprta vrata, da ga vsak vidi, nima svoje identitete, ampak pustimo to. Ampak veliko takih primerov pa se je zgodilo. In potem sem se skozi spraševala, zakaj so taki ljudje prihajali k nam, kje naši nimajo svoje identitete in sem rekla, ok, tudi jaz je nisem imela, to sem povedala, ampak to je bilo 2014, zdaj je leto 2022, to je 8 let po tismu. Kdo od mojih sodelavcev še nima take identitete, da se zaveda, kdo je, zaradi tega, ker potem privlači take ljudi. No, ta eden izmed takih mojih sodelavcev je vse krivil. Nimate tega, nimate tega, nimate tega, nimate tega, nimate tega, nimate tega. In ljudje, ki so ponižni, ki so, ker seveda moj mož je tudi izredno skromen, moj mož je tak srčen človek, resnično. Jaz sem bila tista, ki sem bila vedno podjetju. Hočemo nekaj. Igor je bil pa vse je v redu, dovolj je, vse je ok, to meni. Moj ego je delal na polno, njegov je bil pa umirjen. No, kar pomeni, veliko je takih prišlo, kot je on. In ti so vedno sledili takemu, ki je skozi kritiziral. Ok, zdaj pa da končam to zgodbo, da ne bomo zdaj na to zgodbo šli. Dragi moji, dokler ne boste prenehali najprej dvomiti vase in si rekli, lej, v tem sem dober, to resnično vem, da dobro obvladam in dobro znam. In si pustili to pot, da vas ta pot pelje. Sem prepričana, da čisto vsak od vas bo prišel na pravo delovno mesto, uresničeval svoje poslanstvo, dobil pravo plačo, bil obdan s pravimi ljudmi in vse tako, kot je potrebno. Dokler pa mi gledamo na to, kako znamo govoriti, a znamo dobro govoriti, eno zadevo, ki je mi tudi, to je bilo pa včeraj mi prišlo noter, tako noter v meditacijo, to je bilo pa včeraj, ne danes. Meni je enkrat ena prijateljica, da kakšna so moja besedila, da to pa že ni za nikamor. No, in potem sem pač iz tega tudi videla, kaj je njo vleklo, da mi je mogla to povedati. Ok, to ne vem, zakaj je to bilo zelo pomembno. Pomembno je bilo zato, da slišite, da prijateljstvo je tisto, ko te sprejema, točno takšno, kot si. To pomeni, ne glede, če vi delate vse narobe, pa če je vaša prijateljica, pa če vas ima rada, vas bo sprejela. Točno tako. Če ona trpi, pa mislite, pa drugi ne trpijo, pa drugi vidijo, vi ste tisti, ki jo boste znali slišati, da trpi, tudi če drugi ne vidijo, da trpite. Kaj sem želela s tem povedati? Tisti, ki pa delajo samo na sebi in iščejo, jaz se res ne bi rada dotaknila politike, ker jo najprej ne spremljam, ne gledam, ne vem. Sem pa mogoče tako mal, me je strah, da je preveč te agresije noter nastopilo v te, da bolj ko ljudje napadajo, več ljudem sledijo. Spomnite se mojega videa, če ga boste pogledali, to je bil video 2 leti nazaj, 2 leti, to mi je rekla moja Vesna, se spomnim, da mi je rekla, en video, ko sem tako, prav jezna sem bila, ker je nekdo napisal, da bi smo mogla delati zastonj. In da bi karkoli, ker imam denar, bi mogla delati zastonj. In potem sem prav z jezo posnela ta video. To je bil najbolj gledan video. Daleč, ever, noben boost, nič, samo se je boostalo. Najbolj pa vsi, vas zastopimo gor dol. Zato, ker je bilo toliko negativne energije. Tako da, spet se vrnemo nazaj k temu, kako lahko te svoje dvome rešimo. Svoje dvome rešimo tako, lepo prosim, da se ne bat
svojih negativnih čustev, ki jih dobite. Nič ni narobe, če dobite tako kot jaz, nisi dovolj dobra, nisi to. Samo vprašajte se, kje se mi to odraža, od kje je to prišlo. Zakaj tako misliš? Vse to je vaš notranji glas, ta vaš hudiček se tako oglaša pa se javlja. Vi se samo vprašajte, nič ne se ga bat. Jaz sej vam pravim, jaz sem v temi, pa me na tep me vrže v temo, pa me dvigne, ampak ko me pa dvigne v svetlobo, veste kako me dvigne? Da vem, da je cel svet moj. In da vem, da samo to, kar naj delam in naj širim naprej, naj ljudem dam ljubezen, naj učim v ljubezni, ker vem tudi, da ljudi, ki so zaprti v ljubezni, tako in tako, ko vidijo mene, jih kar mine, jih takoj mine, zaradi tega, ker to, če nima človek ljubezni, se to odbija, je to stran in potem pač misli, da je to čisto vse brez veze. Ampak nič za to. Postopoma si dovolite sprejeti temo, da lahko greste v svetlobo. Zelo enostaven stavek. Sprejmi svoje negativne lastnosti, da lahko dobiš svoje pozitivne lastnosti. Zaradi tega, ker boš iz negativnih lastnosti spoznal, kako lahko priješ do pozitivnih lastnosti. Ker ko meni reče, nisi dovolj dobra, grem pogledat, zakaj mi, odkot mi to pride, cp in mi prije zgodba. Oh my god, to še nisem razrešila. In na tak način delate na sebi. In to, ko so nam starši, kdorkoli nam je rekel, da nismo dovolj vredni, da ne poznamo, da ne vemo. Srčno upam, da ste prebrali mojo knjigo, kjer sem vam opisala zgodbo, kako so me sprejeli, ker sem bila pač navadna delavka, oblečena v kmečka oblačila, kako so me videli, kako ne bom znala ničesar, jaz sem se pa samo odprla za znanje in to naredila tako, kot se spodobi. Prepričana sem, da čisto vsak od vas lahko resnično živi sanje, če si dovoli spoznati svojo temo in jo spremeniti v svetlobo. Spremenila se bo pa sama v svetlobo, ker bodo rekli, zakaj se mi to dogaja, od kje me to vleče. Ne drugih opazovati, res ne, samo pojdite vase. Pojdite vase, vi ste svoje sreče kovač, nihče drug, samo vi. In vse, jaz zelo rada berem avtobiografije, zaradi tega, ker iz teh se ful veliko vidim, kaj so naredili, kako so uspešni, kaj se jim je dogajalo v življenju. In tako, čisto vse zvezde, katerekoli poznam, naprimer tudi mojo prijateljico Izo, Iza je uspešna, Iza je vrhunska, ampak ko bi vi vedeli, kako je tudi delovna, ona je res delovna, njena vrednota delo je zelo, zelo močna. Evo, to bi mi dve mogli obe dati malo stran. Jaz mislim, da ona jo dala, jaz jo pa počasi dajem stran. Tako da, ko mi dvomimo vase, zdaj pa gledamo strani delodajalca, ko mi dvomimo vase, da naprimer ne sprejmemo pravih odločitev. Jaz prvo, kar sem možu napisala, mislim, da to je bil drugi dan, lepo prosim, prenehaj dvomiti vase, ker si čudovita, krasna oseba, ne sodiš, od prvega dneva nikogar ne sodi, dovoli, zaupaj si, ker skaza bo samo rasla v nebo. Samo dovoli si, tudi boš videl, ko te bo pot sama peljala. Sama te bo pot peljala. Mi smo se odločili, da en drugemu pomagamo. Ne bomo pa več, jaz ne bom šla direktno v skazo, on pa direktno na Požovni inštitut. Tako da, dragi moji, najprej tudi pogledajte, kako komunicirate s svojim partnerjem. Jaz, ko slišim, da nekdo reče svojemu partnerju, da je gnoj, da je svinja ali pa karkoli, to res gre čez vse nivoje. To morate vedeti, da to samo pooseblja sebe, ne pooseblja nikogar drugega. Tako da resnično prave besede. Marsikoga, zdaj, ko sem v Črni Gori, sem pa imela možnost pač 2-3 urce na dan plavati popoldne. Mi je bilo ful zanimivo, ker tlele je veliko Balkancev, to je beseda UPM, UKK, to nema da nema. To ima svugde, to pomeni do otroka, do kamorkoli. In potem sem se res spraševala, ni čudno, jaz sem si pol čestitala, kakšna oseba sem zrasla, ker tega je bilo tudi pri nas veliko v družini. Kaj se nam potem zgodi? Kot delodajalci smo se nabildali, zrasli smo zato, ker smo iskali potrditev. Hoteli smo še in še. In pol, ko smo dobili potrditev, če nismo delali na sebi, seveda imamo rane, ampak o tem tudi dvomimo. Potem se nam zgodi,
da če oseba ni točno podobna takšna, kot smo mi, začnemo dvomiti. In kaj se potem? To se odraža direktno na to osebo. Zato, drage moje, tiste, ki greste z mano na obred, prenehali boste dvomiti vase. Res boste prenehali dvomiti vase. Predvsem, kar se boste začeli imeti rade, res se boste začeli imeti rade, pa ta druga zadeva, sprejeli boste vse svoje dobre stvari, ki jih imate, tisto, kar pa nimate dobro, bojo pa taki prišli. Tako je tudi pri meni. Dobro sprejmem, tisto, kar pa ni dobro, pa spuščam. Ok, s tem končujem. Veliko vsega, no? Veliko, veste kaj je to, ko se 6 dni z nikomer ne pogovarjaš se sam s seboj, s svojimi mislimi, veliko stvari dobiš, veliko vidiš življenje, kakšno je, kaj se dogaja, veš, kaj si dal svojim otrokom. Moj ta starejši bo kmalu napolnil 18 let, čez 2-3 dni, mislim, ne 2-3 dni, ja, 23. To je hitro. Veselim se, tiste, ki boste z mano. Veselim se tudi, da res preberete moj post, ki sem ga napisala nekaj dni nazaj, mislim, da 2 dni nazaj, ker sem napisala, res smo, drage moje ženske, me tiste, ki gradimo odnose. Te vojne, vse to je nastalo tudi, bi lahko rekli, zaradi nas. Ker moški ne gradijo odnosov, to smo me tiste. Če mi to znamo, bomo to znale zelo lepo na sočut način spraviti naprej. Če pa mi tega ne znamo, pa zelo težko, ker moški nam sledi. Mi smo vrat, moški so glava. In če vrat pove, katero pot naj izbere, bo tudi glava tam šla. Ne bojte se spoznati sebe, dovoljte si biti to, kdor ste, ker ste čudovite, ker ste res krasne, se mogoče vam kdo tega ni povedal. Jaz veliko tle žensk gledam, kako znajo, in to moškim tudi paše, iskreno povedano paše. Jaz nisem znala nikoli šarmirati moškega z lepoto, sem ga znala pa z delom. Ampak tle sem priča temu, koliko moških občuduje žensko, ko je lepa. Če želite videti lepotice, potem so Črna Gora pravi naslov. Toliko lepih žensk, to so vse visoke, vse črnolase, krasne oči, to mislim, malo botoksirane, ne vem kaj vse, ampak kakorkoli, tako lepe, ampak kako znajo one se prepustiti moškemu, da moški poskrbi, kje bojo ležale, da poskrbi, kdaj bo šle na kosilo. Vse moški poskrbi in one se počutijo kot kraljice. In slišala sem tudi, da moški pri tem uživajo. Na svet, drage moje dame, tega pa še ne bom začela prakticirati, ker se mi je zdel totalno nonsens, ampak to mi je pa Črnogorka podelila. Tam je bil zanimiv. Ona jedu samo jednom dnevno. Enkrat na dan jejo, ne glede na to, lahko ješ ob 2, lahko ješ ob 9 zvečer, lahko ješ ob 10, enkrat na dan jejo in takrat lahko jejo vse. In kaj so mi povedale, kaj so podelile? Že najbolj zanimivo je to, da tako ješ enkrat na dan, imaš takle majhen želoček in tako več ne moreš spraviti kot 3 krompirčke, 2 kosa meseka, ker res so vse take top lepotice. Meni so res bile čudovite. Tako da, toliko za enkrat. Jaz vam želim en krasen večer. Imejte se lepo, jaz se jutri vračam po retritu z veliko krasnimi uvidi. Ni bilo čisto enostavno, ampak okej, to je tudi del samega procesa. Vedno življenjski proces poteka tako, to mi imamo 24 ur, imamo dan in noč in je treba spoznati to noč. Tako da srčno upam, da si boste dovolili spoznati svoje rane in te rane odpirati, jih pogledati in jih spremeniti v svetlobo. Želim vam en čudovit večer in se ponovno slišimo kmalu, in sicer v petek se dobim z Gajo in z Majo in bomo posneli video, da vam še predstavim ostale 2, ki bodo sodelovali na retritu. Tako se veselim retrita, ker je program božanski. Oh my god, jaz bi to želela. Tako upam, da me vesolje usliši, da bi ta retrit spremenila v nekaj, da podjetja začnejo donirati.
in da potem čisto vsaka ženska pride na nekaj takega in doživi ta retrit. Tako da, evo, se veselim, pridite, prosim, prijavite se mi čim prej, no, dejte, prosim, ne mi čakati, ker vem tisto na koncu in pol. Jaz imam 29., 30. in 31. datum, ker imam telefonske klice. Do 20. vas moram zložiti, tako da vse tiste, katere ste, ta vikend računam, da se mi boste prijavile. Lepo se me.